Hvala vam za čas, ki ste si ga vzeli. Hvala za to, da ste me povabili, ker to je tudi malo častne. Kako to mislite? Privilegij. A res? Ja, cenim, da tako mislite. Še ekstra cenim, da tako vidite. Ja, jaz se spomnim, imel sem dobrega predstojnika oziroma svojega šefa, prvega Felca, primarij Felc. Če vam je to? Ne. On je znan pisatelj pravzaprav. In dober predstojnik. On je rad navrgal, da če te kdo povabi in če priložnost je za vzeti. Zdaj v medijih je sicer malo včasih lahko konfliktno, ne, to ni simpatično, če upamo, da bo pa to take boljše vrste. Ja, definitivno je drugače, ker imava čas, a ne? Ker v teh klasičnih medijih je ponovadi vse zelo strnjeno in stisnjeno in mora biti, kako bi rekel, zabavno tudi, a ne? Da ljudje ne zgubijo pozornosti, da ne prešaltajo. Tukaj je pa to malo drugače, ne? Bolj počas vse poteka, pa čas si vzememo, a ne? Ja, pa v medijih zna biti včasih zapeljano v nek konflikt med sodelujočimi in ja, tle pa nisem preveč, se ne nagibam v taki obliki, čeprav je to verjetno normalno, ne. A imate kakšno izkušnjo takega konflikta v medijih? Ne, sam ne imam dobre izkušnje. Oziroma verjetno nisem bil v taki situaciji. A bi lahko začela mogoče malo z vašim ozadjem, da malo poveste, kako ste prišli na to pot, pa s čim v bistvu se ukvarjate, pa kaj vas okupira najbolj? Na službeno pot ali kakšno drugo? Ja, to pa vi lahko tudi zberete, bi me zanimalo oboje. Ja, odločitev za psihiatrijo je pravzaprav bila vabilo tega mojega poznejšega predstojnika, primarja Felca. On je delal v idrijski bolnišnici pred mano, na kar so bila 25 let skupaj pravzaprav. Zdaj, on je sam po sebi že zgodba, velika zgodba. Kot sem rekel, je že v mladosti zelo dober literat bil, tako da je v 4. gimnaziji izdal svoj prvenc Dobro jutro od domovine ali nek tazga. Na kar se je pa odločil za medicino. Ravnateljica ga je napeljevala, da bi šel na slavistiko. On je pa nekako bolj se videl tam. Na žalost, ali pa kdo ve, če se lahko tako reče, je že prav takrat bila postavljena pri njemu diagnoza multiple skleroze. In ta nevrolog je rekel, nima smisla, da greste na medicino, to ne bo šlo. Pa se je zgodilo, da je ta nevrolog kmalu umrl. Moj predstojnik pa kompletno zaključil svojo delovno dobo kot zelo znan psihiater. Kako ste se pa vidva spoznala? Zdaj, on je večinoma povabil vse, jaz sem bil doma iz iste občine, in je povabil vse mlade zdravnike ali pa so vabili tudi na delo v bolnico. A vi ste bili pa splošni zdravnik? Kako ste? Zdaj, jaz sem takrat diplomiral. Ja? Praksa je bila taka, da je bilo obvezno 2-letno delo v družinski medicini, v splošni medicini. To sem opravil v zdravstvenem domu, imam lepe izkušnje. Vtisko, da sem dolgo časa bil, pa sem bil samo 2 leti tam. No, takrat je prišlo povabilo, na kar sem kar razmišljal. Psihiatrija je bila takrat še bolj stigmatizirana. To je bila stara bolnica, po poslopih, pa vendar imela neko dušo. Vedel sem, da je gor Felc, ki je znan pisatelj. Takrat me je to že zanimalo in moja odločitev je bazirala na
obeh, rekel, bazah. To, da me je zanimala duša ali pa psiha. In pa tudi to, da je gor nekdo, ki je tako zanimiv. Kjerga leta je to bilo? To je bilo leta 86. Aha. Pa stigmatizirano je bilo to področje, ste rekel. Ja, včasih ne pomislimo, da so stigmatizirani samo pacienti, ampak tudi osebje. Ja, ta je pa psihiater. Ne predstavljam si, ker nisem iz tistega časa, a lahko malo več o tem poveste, zakaj bi bil osebje stigmatiziran? Ja, dejansko stigma izrašča iz nekega strahu ali pa nepoznavanja, iz predsodkov. In te predsodki v psihičnem področju vedno potujejo križem kražem med ljudmi. Če delaš s temi, si zagotovo malo poseben. Idrčani rečejo, da je pa pasiben. Ja. No, od takrat se je pravzaprav stigma precej zmanjšala. Je pa še prisotna. Tako da ena moja znanka iz Argentine, ki živijo zdaj tukaj, je rekla, da pri nas se čudi, da ljudje tako težko poiščejo pomoč pri psihiatru. Ali pa to je takrat rekla, zdaj je mogoče 30 let. Rekla, v Buenos Airesu je normalno, da če imaš stisko v zakonu, greš po svetovalnico, greš k psihiatru. Da iščeš pomoč, ni nobena težava. Ja. Ta predstojnik oziroma vaš mentor, zakaj mislite, da vas je povabil na psihiatrijo? Pa kako je on to določal, kdo bi bil primeren, pa kdo ne? A ste kdaj razmišljali o tem? Tem nisem razmišljal, čeprav on je verjetno poznal na nek način tudi moje ozadje ali pa ozadje drugih mladih zdravnikov. Je pa, kot sem rekel, sigurno kar na široko povabil, kot jaz poznam tudi druge mlade. Seveda niso bili vsi za psihiatrijo. Jaz sem včasih celo mislil, da bom kirurg, pa potem pediater, pa je ta psihiatrija bila čista prava odločitev. Zakaj je bila prava? Ja, pol sem jaz pravzaprav v tem področju imel možnost študija tistih vsebin, ki so me zanimale. Jaz sem leta 1991 zaključil specializacijo. Po tistem sem opravil eno tako super specializacijo iz elektroencefalografije, EEG-ja. Leta 1994 sem naredil magistrski študij iz 2 oblik Parkinsonove bolezni pri profesor Denišliču, zelo dober nevrolog v Ljubljani. No, pol kasneje, takrat sem jaz bil namestnik predstojnika, pa delal na odvisnostih od alkohola. Po tistem sem pa se vključil v delo na geriatričnem oddelku, na oddelku za starostnike. No, to je bila pol tudi tema moje doktorske dizertacije, motnje spoznavnih sposobnosti pri starostni depresiji, motnje spomina, pozornosti ali pa izvršilnih sposobnosti, in to opravil pri profesor Pirtošku. Tako, prvo malo sem ga čakal, da je zaključil svoj študij v Londonu. Vedel sem, da je izjemno dober nevrolog in sva opravlja lepo delo. Tako da sem na nek način izpolnil številne svoje ambicije. Lepo je to slišati. Glede duševnih težav, me zanima malo vaš pogled glede tega, kje se nahajamo kot zelo nasplošno, bi rekel, človeštvo ali pa moderni človek. A mislite, da je več duševnih stisk
zdaj v modernem času, kot je bilo v zgodovini? V bistvu so lahko duševne motnje odraz neke genetike, nekega družinskega nasledstva. Zelo pogosto so pa tudi reakcija na bremena, na obremenitve. In te so bile včasih tako kot danes, vendar so mogoče malo drugačne. Zagotovo je na primer depresija, duševna motnja, ki je v večjem deležu, mogoče 3/4, povezana s takimi obremenitvami. Večinoma je to zbir obremenitev, skupek obremenitev, ki se te dotakne in odreagiraš z depresijo. Nekateri odreagiramo bolj z depresijo, drugi bolj s tesnobo. So razlike med nami. No in te bremena so pa danes v sodobnem življenju drugačna kot nekdaj. Mogoče bila včasih revščina, pa tudi danes je revščina problem. Lahko bo o tem kaj več kasneje. Zagotovo so obremenitve na delovnih mestih velike. Mogoče je obremenitev tudi razpadane družine ali pa drugačne povezave. Odrešitev, veliko moč in obremenitev hkrati predstavljajo mediji, ne mediji samo, ampak internetne povezave. Tako da, če je duševna motnja lahko in pogosto je odziv na neko breme, je potem jasno, da imamo tudi v tem obdobju teh težav kar precej. Seveda je potem odvisno na drugi strani od tega, kako smo močni, od tega, kakšen karakter imamo, od tega, kakšno mrežo pomoči ali pa v kakšno družino, družbo smo vključeni. Odnosi, ne? Odnosi, bližina. Zakaj pa telo odreagira na ta način? Pa če se mogoče lahko se zdaj fokusirava na depresijo specifično. Se pravi, imamo neke obremenitve, ste jih vi poimenovali, ne? Kakšne so najpogostejše obremenitve, pa zakaj je reakcija telesa ali pa psihe človeka takšna, da gre v depresivno stanje? Ja, lahko bi povedal kakšno teorijo. Obstaja stresna teorija, po kateri naj bi tak permanenten stres, odvisno kakšna je intenziteta in kako si na stres seveda navajen ali pa kako si prilagojen, lahko pa pri nekaterih povzroča neko stalno prisotnost visokih koncentracij teh hormonov, stresnih hormonov, kortikosteroidov, ki naj bi vplivali na slabšo življenjske pogoje nevronov v področju spomina in pa razpoloženja. Po domače povedano, te nevroni so pogosto obnovljivi. Pri depresiji ali pa pri takem stresnem, dolgotrajnem stanju pa je ta moč zmanjšana. Obstajajo študije, ki pokažejo, da tudi pri zdravljenju depresije ali pa pri antidepresivnem zdravljenju se ta nevrogeneza ponovno izboljša. To je teorija, ki je precej podprta tudi že z raziskavami. Seveda so pa te bremena lahko tipična. Na primer, v starosti so številne bolezni, ki se nam napletejo. Včasih se ti zdi, da je prav nefer, kako veliko število bolezni in trpljenja more nekdo v starejši dobi prenašati. Po drugi strani pa rečeš, ja, bokvar, če bi mladi imeli take težave, se imajo drugo poslanstvo. Tako da nekatere bolezni so tipično povezane z občasno depresivno
depresivnim razpoloženjem, naprimer kakšne demence. Uvod v demenco je pogosto neka starostna depresija, lahko Alzheimerjevo demenco. Ali pa Parkinsonova bolezen je povezana lahko z depresivnim počutjem. Ali pa naprimer možganska kap v določenem področju, kjer je bolj blizu teh centrov za razpoloženje, teh omrežij, lahko povzroči popolnoma ta pravo depresijo, ki se tudi lepo zdravi. In je zelo važno, da jo takrat pozdravimo, da se ob kapi nekdo zmore rehabilitirati, sicer nima volje. No, potem so pa seveda cel sklop drugih bremen. Obremenitev je izguba svojca. Prav nek stresor v bistvu. Ja, ali pa tudi izguba bližine. Ne? No, se to je stresor. Žalovanje je sicer normalno, vendar lahko preide ponavadi čez leto, dve, lahko v depresijo. A prav razumem, vse moja vprašanja bo zelo laična, kar je po moje primerno za tudi te. Normalno. Ja. Se tudi mi vsega ne vemo. To je lepo, da si priznamo. Ne? Ja. Ampak, če prav razumem, se prav dolge obremenitve lahko povzročijo čist nevronske poškodbe, ki potem vplivajo na razpoloženje dolgotrajno. In je treba te nevronske poškodbe pozdraviti. To bi bil tak opis takega organskih sprememb. Lahko bi pa se govorili tudi o psiholoških izpadih drage osebe, ljubljene, ali pa izguba službe. Tudi marginalne skupine, naprimer migranti, pogosteje lahko zbolivajo. To je breme, to ni enostavno se tako oditi v neko tujo državo, deželo. Kako se pa v bistvu loti tega, če je neka stvar se dogaja na kemičnem nivoju in jo lahko s kemijo nazaj reguliramo, recimo neki medikamenti ali pa antidepresivi, ki ste jih omenili, pa neki, ki je v bistvu delanje na odpravi teh stresorjev oziroma obremenitev? Ja, to je zanimivo vprašanje, ali pa dobro vprašanje. Depresija, bom kar na primeru depresije to razložil. Depresija je približno v 25% genetsko opredeljena. In ta pride pri teh, ki imajo tako družinsko obliko depresije kot kafra. Nenadoma se pojavi brez kakšnih problemov, sama od sebe, spontano, v določenem obdobju. A smem nekaj vprašati tukaj? Kako vemo, da je to posledica genov in ne, ko ponavadi gene ti da tist, ki te vzgaja, ne? Ti si v bistvu z njim v odnosu od kar si se rodil, ne? Kako pripišemo lahko to genom na mest, ne vem, neki vzgoji, ali pa posameznik se nauči delovanja v svetu najprej od svojega starša, ne? In če je starš v nekem stanju ali pa deluje v svetu na določen način, lahko to otrok skopira, ne? V psihiatriji pravzaprav redko uporabljamo kakšne genetske raziskave oziroma na splošno skoraj ne zaenkrat. Uporablja se v čisto zgodnji diagnostiki pri novorenčkih cel set teh prirojenih možnih izpadov. Praktično pa zaenkrat v psihiatriji ne uporabljamo neke genetske diagnostike. V nevrologiji, na primer, ja. Ampak je tudi očitno poznavanje genetike in pa možnost izvedbe večja, boljša. Tako da se mi ponovadi
opiramo na kliniko oziroma na podatek, da je v družini, da so številni imeli depresijo. S povsem podobnim potekom. In ta statistični vzorc je ponovadi zelo prepričljiv, rekel več tet ali pa kakšni stric ali pa bratranc ali pa sestra je imela prav podobno depresijo. Aha, pa odraščali so pa v drugem okolju. Tako da pri svojem delu smo to prepoznavali in videli. 25% je dedne. Ampak to je malo, to ni tako. Ja, mogoče, da je številka še malo manjša. Večinoma pa smo potem upirjeni v bolnikovo življenje in razpletava oba s pacientom zgodbo, kaj se dogaja. Zato je pogosto zdravljenje in pogovor upleten še pol v kontrole, ko so že precej boljši, pa še vedno se pogovarjava o tem, kaj ga je prizadelo. Mogoče tudi šele čez leta zveš kakšno stvar, ki je bila zelo skrita. Včasih se kakšne spolne zlorabe sploh niso prepoznavale oziroma jih niso spregovorili žrtve o njih. Danes, ker je to nekako pravilo, da je normalno, da se tudi o tem pogovarjamo, kar naenkrat slišimo številna pričevanja. Prav dedno, 25%, potem imamo neke traumatične dogodke v zgodovini človeka, ne? Če sem prav razumel. Koliko je pa tega recimo kot posledica za depresijo? To je pa težko reči, oziroma vzrok teh podatkov, da bi vedel, vam natančno povedati, ne bi vedel. Kot sem rekel, so povezave z nekaterimi boleznimi, 30% pri Parkinsonovi bolezni. To ne pomeni, da je ta depresija huda, določena stopnja. Niso pa povezane samo z neko boleznijo, ampak tudi z nekim stanjem. Znana je povezava med depresijo in bolečino. Kronična dolgotrajna bolečina se kaže lahko z depresivno reakcijo in obratno. Ljudje, ki imajo depresijo, so preobčutljivi na bolečinske dražljaje in imajo bolj pogosto bolečine. Glavobolje, bolečine v križu, na primer. In ko depresija mine, tudi teh bolečinskih težav manj. A to razumemo, zakaj do tega pride? Ja, razumemo. Mi vemo, da bolečinske dražljaje, ki pridejo iz periferije, iz dotika, na primer, gredo skozi hrbtenjačo in ta bolečinski dražljaj je moduliran, bi rekel, je zmanjšan. Ali pa ustrezno modulacija se zgodi in sicer preko istega sistema, kot upravlja depresivna ali pa razpoloženjska stanja. Serotonin pa noradrenalin medijirata ali pa kontrolirata ta impuls in če si zdrav, je ta impuls ponovadi malo zmanjšan. Zmanjšana bolečnost je, ali pa hitro mine, se udariš s kladivom po prstu, najprej je neznansko hudo, pol pa kar nekako preneseš. Pri depresiji je ta senzibilnost večja. Pa je ta senzibilnost vzrok ali posledica depresije? Ker prej ste rekli, da je lahko oboje, ne? Ja, tudi dejansko je lahko vzrok, eden izmed vzrokov. Ponovadi nikoli ni samo en vzrok in je depresija ali pa tudi samomor so pogosto šele nek vrhunc dolgotrajne drame. Je pa na primer lahko ena
huda kronična bolečina. Jaz se spomnim enega gospoda, ki je prišel po poskusu samomora, so ga pripeljali, ki je imel stenozo, težave imel s hrbtenico, take vrste, da ni bilo nekaj uspeha pri operaciji. In to je bilo že pred leti, je on v tisti stiski, verjetno že malo psihotičen, že malo izven realnosti, je iskal možnost na Ministrstvu za zdravje, da bi mu izvedli usmrtitev. To, kar zdaj prihaja kot možnost zakona. No, tam so rekli, ne, to pa ni možno, ampak potem se je ta stvar poglabljala, on je poskusil ta samomor in prišel na zdravljenje v bolnico. Mi smo uporabljali antidepresive, ker bil je depresiven in govorijo o tej bolečini tazga tipa, ki izboljša ta dva neurotransmiterja. In je on bistveno boljši bil, cvetel je. On je sicer rekel, jaz imam približno 40% bolečine še vedno, vendar je to pravi raj. Proti tistem in je šel domov, ambulantno se zdravil naprej, jaz ga nisem več spremljal. Danes, oziroma mi vemo, da antidepresiv tega tipa z dvojnim delovanjem uporabljajo v zdravljenju neuropatske, nevrološke bolečine. Katera dva hormona sta vključena? Serotonin pa noradrenalin. Noradrenalin, ok. V bistvu je antidepresiv v indikaciji za zdravljenje bolečine. Uradno. Ampak zaradi tega dvojnega učinka na hrbtenjačo, na bolečino. Ne. To se oralno zaužije? Ja, tableta. Kako hitro pa to deluje? Antidepresivi so blaga, počasna zdravila. Tam rabimo 2-3 tedne. Aha, ta gospod je 2-3 tedne čakal na efekt. Ja, dobesedno, ja. Ponovadi sicer v tem času si pomagamo lahko tudi malo s temi blagimi pomerjevali. Trenutno pa prihaja, oziroma je že na trgu tudi ena učinkovina, eno zdravilo, ki bo hitreje zboljšalo te prve dni. Ketamin, S-ketamin. Poznam. Kako? V teh krogih psihedelikov, ne vem, koliko poznate to področje? Še kar. Lahko tudi o tem govoriva, ker sem itak mislil z vami tudi o tem govoriti, ampak če to poznate, mi je še bolj v veselje, ne, z vami o tem govoriti. Ampak iz teh krogov spremljam te raziskave, spremljam po svetu, kaj se dogaja na tem področju. In tudi ketamin je prišel na moj radar večkrat. Ne. Pa lahko mogoče malo o tem v bistvu je to ena substanca, ki so jo uporabljali pri anesteziji. Sicer zdaj so pa pač pripravljen take vrste preparatov, daje se ga kot v nos, kot pips, pač učinkovina gre čez nos, čez te pregrade možganske hitro deluje. Ampak bistvo je to, da ima en hiter antidepresivni učinek, tako da se ga uporablja lahko zelo učinkovito prav za ta čas, ko antidepresiv še ne prime. Antidepresivi so, jaz rad rečem, blaga zdravila ali pa počasna zdravila. In pri tistih, ki jim učinkujejo, je to perla, je to terna v življenju, nekaj, kar je zares pomembno. Ampak treba vedeti, da antidepresiv prime v prvem poskusu pri 50% ali pa da ne prime pri vseh in zdravnik mora biti tle malo umetnika, malo vztrajati in pri zamenjavah iskati boljše variante. Ja, v bistvu začela sva s tem vprašanjem kemijskih vzrokov napram
okoljskih ali pa teh zunanjih stresorjev, ne? Pa sem vas vprašal, če tudi te kemijske vzroke z kemijskimi substancami lahko zdravimo, ne? Rekli ste, 50% ljudi se odziva na to? V prvem zdravljenju. Prvem zdravljenju. Pol daš drugič, bo spet en določen procent uspel, nekateri pa tudi še takrat ne. Gremo naprej k temu, rečemo, odporna na terapijo, odporna depresija in poskušamo naslednje take strukturne pristope. A bi mi vi eno mojo dilemo probali razrešiti glede tega? Spet čisto laično bom spraševal. Ampak recimo, če je neko stanje posledica nekih neravnovesij, ki se dogajajo v mojem okolju, pa recimo, da teh 25% ljudi, ki imajo genetski vzrok, izločva iz tega, pa govorim samo o teh ostalih, a se vam zdi, koliko veliko se vam zdi tveganje, da mi rešimo posledico, se pravi depresivno stanje, z nekim medikamentom in bi nam to onemogočalo ali pa fokus dal stran od reševanja teh primarnih okoljskih stresorjev, zaradi katerih sem padel v to stanje. Koliko se vam zdi to visoko tveganje, pa ne vem, če ste razumeli. Absolutno sem razumel. To imam jaz vedno dilemo, ker če je neka rešitev, nočem reči enostavna, ampak kako bi rekel, preprosta. No, se bom poskušal razložiti na vsakdanji praksi. Ponovadi se za antidepresiv medikament, zdravilo odločimo pri hudih depresijah ali pa zmerno hudih. Pri blagih ali pa pri zmernih pa je na primer psihoterapija enako uspešna. Zdaj, če ima nekdo iz nekih okoljskih pritiskov hudo depresijo, bom jaz uporabil antidepresiv zato, da bom nekoga potegnil iz te depresivnega trpljenja ali pa razmišljanja. Depresija se kaže kot ponovadi en vihar neustavljivih negativnih misli, depresivnih misli. Mogoče tudi huda tesnoba, pa nespečnost. Za zmanjšanje teh težav bo antidepresiv pri hudi depresiji nujen. Ampak bila bi napaka ali pa ne morem reči neroznost, strokovno je pametno in edino primerno, da hkrati uporabljaš in vpletaš psihoterapijo. Naprimer, jaz pogosto mi napotijo nekoga, ki ima težave in začnem s terapijo, uvedem, če je potrebno antidepresiv, potem se pa dogovoriva, kam bo šel v psihoterapijo naprej, ker jaz nisem izvežban psihoterapeut. V tem smislu, da bi te procedure znal kvalitetno speljati in se to ponovadi praviloma dobro izpelje. To pomeni, da je začel zdravljenje pri meni, nadaljeval bo pa mogoče psihoterapijo še pri psihologu, psihoterapeutu. In mogoče, da poenostavim, nekateri imajo ta zaplet življenjski dosti enostaven, te problematike, ki jih imajo, ki so jih porinile v depresijo. V tem primeru bom pa kar sam skozi pogovore zaključoval. Ampak tako zdravljenje in pogovori trajajo mogoče celo leto ali pa 2 leti. Kako pa definirate
hudo obliko depresije ali pa blažjo obliko depresije? Kako izgleda tak človek ali pa kako, ali imate kakšne stopnje ali pa kako se to V bistvu determinira? klasifikacija teh duševnih motenj pri depresiji opredeljuje stopnje blago, zmerno, hudo, pa hudo s psihotičnimi simptomi. Mogoče med blago in hudo je razlika predvsem v intenziteti teh depresivnih misli, pa tudi premik v neki kvaliteti. Na začetku imajo ljudje dostikrat občutje krivde, so brezvoljeni, imajo veselja, težko delajo, in potem se počutijo pa še krivi, da so taki. Lahko pa te krivdne občutja ali pa občutja, se nisem nič več vreden, se premaknejo v samomorilne misli. No, to moram pa že zelo resno jemati, oziroma tudi sicer, ampak ko se intenziteta teh misli kopiči in trpljenje s tem tudi, takrat bom govoril o hudi. Če pa nekdo začne poleg tega govoriti še o tem, da ni več rešitve, da je popolnoma obubožal, da je vse izgubil, v resnici pa ni. To so taki perfidni, skriti, mogoče psihotični razmisleki, ki so za njega čista resnica, in pod vtisom takih doživljanj ljudje naredijo zares samomor premišljeno v razmisleku, da je to edini mogoče izhod. Ja, ta izguba smisla, ne, to je zelo zanimiv koncept, smisel, ne. Ja, ampak v tem primeru gre za bolezensko sprevrženo, v resnici ni res, ne. Kaj pa je primer recimo takega verovanja, pa da ni usklajen z realnostjo? Ja, pri psihotičnih boleznih druge vrste, pri shizofreniji imajo na primer preganjalne blodnje, v katere so povsem prepričani in pogosto tudi še po zdravljenju se malo distancirajo. Sami pri sebi pa rečejo, se je bilo res, on me je hotel ubiti. Sem se navezoval na te misli, ki ste rekel, da je vse zgubil, oziroma da ni več smisla v njegovu življenju, ne? Pa ste rekel, da vi pa vidite, da to ni res, ne? Da to ne drži. Ja, gre za preskok od teh negativnih ali pa depresivnih razmišljanj, ki so samo na nivoju ne morem, sem slab, z mano ni nič več, niti v službo ne morem več iti. Pol pa preskok v iracionalno oziroma neresnično razmišljanje, saj smo v družini propadli, ni več rešitve, sem zgubil vso vsebino življenja. Ne gre samo za smisel kot tak, ampak preskok v ta, mi rečemo, psihotično komponento. Dejansko verjame nekatere stvari, ki ne držijo. Tako. Ja, razumem, ja. Ampak pri depresiji mogoče to malo težje prepoznati, za razliko kot na primer pri kakšni blodnjavi, shizofreniji, kjer je tista blodnja taka bizarna, da vsak ve, da to pa ne bo šlo. So mi vstavili čip v glavo. Ja. Čeprav je to skoraj možno, ne, ampak... Ja, možno je, ampak ja, manj verjetno. Ali pa vplivajo iz vesolja. Z televizije so me snemali. Čez ekran. To vsak svojc prepozna. Jamrenje ali pa stisko ali pa neko depresivno pozicijo, ki jo izkazuje skozi taka stališča, so pa včasih skoraj bi bila možna. Razumem, ja.
Zdaj v mene par smeri, pa ne vem, kje bi ubral. Ampak to, kar ste rekel, da nekdo verjame nekaj neresničnega ali pa neracionalnega, kako postopate s takim človekom, ker predstavljam si ali pa čez svoje izkušnje, pa smo omenila te psihedelike, ne, razumem ali pa verjamem moči mojega uma, da tisto, kar se v njemu pojavi, je za mene popolnoma resnično. Ne? In zdaj drugi mi govorijo, da temu ni tako, ampak težko je izstopiti iz tega, če ti vidiš nekaj ali pa verjameš nečemu zelo, zelo, zelo močno, ne? Ker to je tvoja prvoosebna izkušnja in to je v bistvu najvišja oblika determiniranja resničnosti za človeka. Ne? Prav tako ta odnos do svojih misli pri nekom, ki ima psihozo, zgleda. Za njega je to edina resnica. In ponovadi, ko to govorimo študentom ali pa ko prihajajo na prakso, prav to lahko skozi pogovor začutijo. Drugače je to težko nekomu tako prezentno prikazati. Zato je pa pravzaprav v zdravljenju psihoz imamo različne tipe, naprimer kratke blodnjave motnje ali pa trajne blodnjave motnje ali pa možna tudi schizofrenija, ki ima neke druge lastnosti še. Zato je prepoznavanje teh sprememb čim bolj zgodaj pomembno, ker če jih zdravimo z antipsihotiki, v tem primeru ne gre drugače, v tej zgodnji fazi je veliko večja možnost, da jih ustavijo, ta zdravila, in da človek prepozna to doživljanje kot nerealno. Večina ljudi pa niti ne ve, da pogosto, ko zdravimo in nekdo ima že utirjene te misli, jih zdravljenjem nikoli ne zmoremo več popolnoma odstraniti. Se malo umaknejo, ne živijo pod takim vtisom, ampak oni so še zmeraj prepričani v to realnost. Včasih imajo tudi ljudje, ki povsem dobro funkcionirajo v življenju, pa imajo take halucinacije ali pa blodnje celo življenje. So funkcionalni. Ja. So funkcionalni. V tem primeru verjetno to ni skizofrenija, ampak neka trajna blodnjava motnja. No, hotel sem poudariti, da tle nismo še tako neskončno uspešni. Zdravila, ki so prišla leta 1952 na trg in so bila prvi antipsihotiki, so prinesla revolucijo v psihiatrijo. Od takrat naprej se te akutne, hitre poslabšanje zmoremo umiriti, ljudje pridejo v bolnico in grejo potem domov. Se pa vračajo poslabšenih. Od takrat naprej poznamo ta sistem vrtljivih urad. Prideš v bolnico, kadar je hudo, in greš domov in se zdraviš ambulantno naprej. Kako pa delujejo antipsihotiki? Ja, antipsihotiki so pravzaprav šli skozi nek razvoj od tistih prvih, ki so jih odkrivali pravzaprav s študijem drog, amfetaminov. Visoke koncentracije dopamina, ki so posledica uživanja amfetaminov, naprimer, ali pa nekih podobnih drog, lahko človeka pripeljejo v kratko ali pa v neko psihozo. In prvi antipsihotiki so bili pravzaprav zaviralci dopaminske aktivnosti.
tudi še zdaj jih uporabljamo nekatere v takih nujnih stanjih, so učinkoviti, vendar imajo stranske učinke, ker ne delujejo samo na tisto območje možganov, ki so odgovorni za misli, ampak hkrati tudi na tiste, ki so odgovorni za gibanje. In stranski učinki so kot nekakšen parkinsonizem. Včasih so bili v bolnici pacienti kot roboti. Tresli se. So se tresli, pa okoreli, počasni. Kaj pa slinjenje, recimo? Tudi to bi bilo lahko stranski učinek. No, da bi se izognili tem stranskim učinkom, se je iskalo naprej boljši antipsihotik in drugi razred novejših antipsihotikov deluje hkrati na zaviranje dopamina, pa še na serotonin. Tudi tukaj se je študiralo nekatere droge, meskalin, naprimer, ki tudi lahko povzročajo psihotično stanje. No, ti novejši antipsihotiki imajo manj teh stranskih učinkov, nekateri so povsem varni. Se pravi, meskalin se je uporabljal za simulacijo psihotičnega stanja, tako. Potem pa antipsihotik se je apliciral na to stanje? Ja, potem se je v bistvu iz delovanja meskalina iskalo, na katere nevrotransmiterje je ta meskalin deloval, in so videli, da ne deluje samo na dopamin, ampak na neko kombinacijo skupaj še s serotoninom. Tle tudi jaz ne znam zelo natančno to razložiti. Kakorkoli že, psihoza v meskalinu je bila nekakšen poligon za študij novih antipsihotikov. Prihajajo tudi in čakamo na nova odkritja, ker zaenkrat smo ves čas na neki simptomatski terapiji psihoze, da samo na simptom poskušamo vplivati. Zaenkrat smo na čakanju, jih še nimamo. To so v raziskavah. Psihoza, ne? Jaz nekako razumem, da če imamo nekega posameznika, ki ima določena verovanja in iz teh verovanj sledijo neke akcije, ki so nefunkcionalne za življenje med nami, recimo, ne? Kaj pa, če se zgodi obratno, ne? Kaj pa, če imam jaz neka verovanja, neke misli, neka stanja, ki grejo v pozitivno smer in sem jaz funkcionalen v družbi, ampak verjamem neke stvari, ki jih drugi ne delijo z mano, ne? Iste ideje. A bi temu tudi rekla psihoza, ali mora biti psihoza skupaj spojena z nekim negativnim ravnanjem posameznika, ki negativno vpliva na ljudi okoli sebe, recimo temu tako. Ja, tle se dotikamo teh parapsiholoških vsebin ali pa mističnih vsebin, Recimo, ja. ki so tudi za psihiatra verjetno zahtevno polje. Mislim, da pa je nekako res aksiom ali pa podlaga odločitvi, da gre za neko psihotično doživljanje, izrazito izkušnja iz klinične prakse. Če bi mogoče poenostavil s kakšnimi eksorcizmi, ne vem, če to ne pomeni, sem napačen izraz povedal, poenostavil, zapletena stvar. Dogaja se, da mogoče sem imel 2 pacientki, ki sta hkrati hodile k eksorcistu, pa nista bili zadovoljni in sta prišla še k psihiatru. S kakšnim namenom sta hodili tja, da
neke stvari, duhove. Hoteli ste se znebiti obsedenosti. Se pravi, verjeli sta, da ste obsedeni z ničim negativnim. Ena pacientka je tudi izrazila to, so te napadi tekom pogovora se zgodili. No, zdaj ste pa videli. To so vam rekle. Ne, se niste bili skupaj, vsaka posamezna. Ja, ampak vam je rekla... Ja, mi da sta se pogovarjala, kot so se zdaj, mi dva. Vmes je pa je napadlo en bes z nekimi izrazi in tako. Ona je hotela samo poudariti, tako slabo mi je, kadar sem. In to ne mine. Moram reči, da kadar duhovniki prepoznajo, da gre za bolezen, kar praviloma rečejo, to je pa za psihiatra, to je za zdravniku. Sicer pa se s tem področjem nisem ukvarjal v tem smislu, da bi imel izkušnje več kot te dve. No. Ampak to je bila še vedno negativna psihoza. Prej sem govoril, če bi pozitivni psihozi tudi dodelili izraz psihoza, pa jo zdravili. Ne? Recimo, nekdo je v blaženem stanju, pa je zaradi tega tudi funkcionalen v družbi, se pravi, ne škodi drugim, drugi ne trpijo zaradi njega, mogoče celo obratno. A bi to vi z vašega področja ali pa znanja opredelili kot psihozo, ker ima ideje, ki niso usklajene z našo skupno realnostjo, recimo temu? Ne, jaz mislim, da ne bi, ampak v tem smislu, da bi avtomatsko rekel, to je pa psihoza. Sem pa, jaz nisem mistik v tem smislu. Vem, da nekateri ljudje imajo več teh izkušenj ali pa govorijo o tem. Sem odprt do takih razmišljanj in me zanimajo, ne bi pa zanikal jih, ne pogovarjal se z njimi. Jaz sem zazrt v to tudi presežno, meni je zanimivo, ne da mi je samo zanimivo. Se približujemo, oziroma smo šli že čez duhovnost. Ja, kako to mislite? Ja, mistika je verjetno ena taka zelo močna oblika duhovnosti, ki jo verjetno vsak ne pozna, ne doživlja ali pa niti ne komunicira z nikomer, ki bi to imel. Se mi zdi, da pogosto so ta doživetja tistih, ki jih imajo precej v ozkih krogih prepoznana ali pa se pogovarjajo o njih. Imam občutek, da vedno več je tega. Ja, zagotovo. Jaz mislim, da je to področje, ki ga poznajo vse vire. Tudi katoliška je zelo. Ne. Ja. Ker kakšni rečejo, samo v Indiji sem to doživel. Verjetno ne pozna naših mistikov. Mistikov, ja. Ja, jaz mislim, da če je tega vedno več, če to drži, tako kam... To ne vem. Imam občutek, jaz tudi ne vem, ampak nekako tak potalno čutim v družbi, da je nabor različnih idej vedno večji. Včasih je bil manjši nabor, ne, si imel na voljo, ne vem, v tem prostoru katoliško vero. Tradicionalno. In je bilo zelo enostavno, vsi, ki si jih poznal, so
imeli podobne oziroma iste ideje. Danes se pa z pretokom informacij in potovanjem to vse meša in nabor se veča, ne, kot nek bife, iz katerega lahko vzameš tisto, kar ti paše. Sem pa pri sebi razmišljal o tem, da mogoče je to povezano z neko izgubo smisla v modernem času. Zadnjič sem glih nek pogovor poslušal, kjer je nek gospod govoril o smislu in najbolj enostavno in najbolj lepo je sestavil stavek oziroma opis tega, kaj smisel je. In on je rekel nekaj tazga, da smisel čutiš takrat, ko imajo tvoje akcije oziroma delovanje čim večje posledice na svet ali pa na tebe. Ne? In če nimaš tega stika, da bojo tvoje akcije imele posledico, ne vidiš smisla v delanju te akcije. Ne? In to se mi zdi res tako lepo, pa smiselno. In moderni svet pa, ne vem, se mi zdi, da malo uničuje to, ne? Uničuje ta občutek tega. In potem ta smisel iščemo v različnih idejah. Ne? In te ideje postanejo pač take mistične, eksotične celo. Ne? In tukaj dobivamo smisel. Ne? Ja, jaz absolutno mislim, da je to področje podhranjeno, oziroma ga ljudje iščejo. S tem tudi priznavajo, da to rabijo, da nekje bi moralo biti. Praksa je pa pol seveda taka, kot ste rekel, zelo konzumerska, pa išče se, pa se gre drgam. Ne vem, če samo to področje smisla, smisel je verjetno še malo širši, pojem in vsebina. Verjetno pa ni slučajno, da je to področje tako pomembno. Ne? Včasih se je reklo, vse tega ni, ne, duhovnega. Tako da jaz pogosto rečem, da če otroci dobijo že kot majhni neko popotnico in neke poti do duhovnega področja, to je plus. Ker marsikdo reče, ja, počakamo, bojo otroci se kot odrasli odločili. Ne, jaz mislim, da smo s tem zamudili in odvzeli otrokom neko izkušnjo v tistem času, v otroštvu, ki je drugačna. Pa nisem jaz tak duhovno razsvetljen, da bi vse samo v tem. Kako vi gledate na to, na smisel, recimo, kaj bi rekel, da je smisel življenja ali pa kako se sploh spopadati s tem vprašanjem, da bo najbolj funkcionalno, lahko rečem, najboljše možno. Zdaj ste me pustil čist na suho, ker nisem, ne da ne bi o tem razmišljal, Frankl se sem izrazito s tem ukvarjal. Celo terapija se imenuje logoterapija s smislom. Mislim, da je smisel ena izmed duševnih postavk, s katero opredelimo vrednost našega življenja. Ki ima vrednost zagotovo. Zakaj ima vrednost, recimo? Ja, ker vedno, kakšni vaši pacienti se ne bi strinjali. Ne? Življenje ima vrednost, verjetno bi rekli, kakšni, jaz ne čutim tega, da ima. Ne? Ja, prej sva govorila o psihotičnih pacientih, tisti, ki imajo take izkrivljene misli. Ja, imajo take misli, ampak ne pomeni, da so pa nesrečni ali pa da s tem, ko so prepričani, oziroma s tem, ko je to njihov
njihov svet, je to svet, ki je za njih smiseln. Po domače povedano, ni mu zdaj nekdo, ki ima psihozo, pa da trpi, ali pa da je celo življenje ena mora, pa včasih so to ljudje, ki so se premaknili v klošarski stil življenja. Ampak ne zato, ker bi bili revni, ampak kot da jim je to nekje blizu. Se je to težko razumeti. Včasih se težko uživimo v drugega. Se pravi, v smislu ne razmišljate o tem? Pa kako? Aha. Razmišljam, seveda. Kot smislu življenja? Ja, pa ja. Ga pa, bi rekel, povezujem z izpolnjenostjo življenja mene in pa mojih dragih, ali pa tudi mogoče družbe. Da se mi dva takole zelo prijetno in zelo globoke misli o tem pogovarjava. Tako da smisel mi je zelo pomemben, ker se mi zdi, da s tem je tudi smisel mojih hčera, pa mojih vnukov, pa moje žene na tistem pravem nivoju. Da je življenje, vse rečemo, življenje je smiselno. Pomeni, da z življenjem se nekaj dogaja. Pa smo pa že skoraj blizu vire, ker upamo, da gremo v ta pravo smer. Pa nismo sigurni, kam gremo. Nismo sigurni. Zato je vera, ne? Brez dokaza. Ja, seveda. Nekaj verjamemo. Tako. Kako pa gledate na, recimo, kaj ste rekel, da niste toliko mističen ali pa te stvari vam niso toliko, niste se tokrat v življenju s tem soočali? Ja, ali pa da bi imel sam kakšne take. Ja. Jaz sem presneto na realnih tleh. Materialnih. Materialnih. Ja, pa realnih. No, ja. Se to ne pomeni, ampak če smo govorili o mističnem, je to predvsej bolj zapleten svet, ki gre malo višji. Tiskega zna, ali pa bolj doživlja, verjetno zna kaj več povedati. Ja, verjetno bi se tudi kakšen človek ne bi strinjal, da je bolj zapleten, ampak bi rekel, da je bolj preprost, da je materialni svet zapleten. Da se strinjam. Tako da to je vse v psihi posameznika, bi jaz rekel, ne, kako vidi to. Ne. Ali potem verjamete, da po smrti možgansko delovanje preneha delovati in mi gremo v neko stanje, kjer ni stanja, ni nas, ni ničesar. Svet se nadaljuje naprej, brez nas. Kako gledate na to? Ja, tle se dotikava tega presežnega duševnosti. Duše. Tudi zadnjič sem poslušal predavanje doktor Urleta, to je filozof, ki je govoril o duši, o tem doživljanju iz gledišča neverujočega. Neverujočega, ja, v tem smislu. Ateista, ja. In je ta... Vam dam še? Ne, hvala, imam še. In je to povsem, rekel, materialno nekako opisal kot... Racionalno, ja, seveda. Opisal kot prisotno med nami. Ko govorimo o religioznem, se pa dotikamo verovanja. Verujem v
posmrtno življenje. Smo pa seveda zelo na tankem glede teh izkušenj. Povsem Ne vemo. nič ne vemo, razen ta pričevanja. Zdaj vire so pa tudi, malo se dopolnjujejo, malo so si podobne, malo imajo različne postopke, Ja. ki so jih imele tudi mogoče naše, krščanske. Jaz trdim, da je življenje s temi mislimi, s tem pogledom bogatejše, kot če je nimaš. To ne pomeni pa, da je vse rešeno. Ja, se pravi, bi lahko ločila na uporabne misli, pa resnične misli, pa ločnico med tema dvema vzpostavlja. Se pravi, nekaj je lahko uporabno v mojem življenju, pa ni pomembno, a je res ali ni. Ali se ne bi s tem poistovetili, kar sem rekel? Mislim, da tako na hitro, če sem vas hotel razumeti, se s tem ne bi strinjal. Ne bi ločil na te dve, na ta dva področja. Mogoče bi bolj se zapeljal na to področje in ločil naše psihično, naše doživljanje, ki nam daje naši možgani, in pa mogoče na, ne vem, kako naj temu rečemo, dušo, ki je bolj duhovni, bi rekel, duhovna podstat. Eni govorijo celo o taki skupni duši. Kateri so to eni? Ne, jaz mislim, da kako ne rečem, kar v naši veri se dotikamo drugega. Ne bi pa zdaj se zapletel, kakšno razmišljanje. Razumem, ja. Gremo lahko na področje psihedelikov, ki ste rekli, da poznate. Poznam mogoče, ampak ne pa prav zelo v tej uporabi. Tle nisem toliko Niste nikoli uporabljal, ne. uporabljal. Ne. Zakaj pa ne, recimo? Kako ste razmišljali? Najprej psihedelikov jaz nisem uporabil, da bi jih užival, sem se jih malo bal. Aha, bal ste se jih? Da bi poskušal. Česa ste se pa bal? To me malo zanima. Ja, včasih se toliko ni vedel, danes se pa ve, da nekateri, ali pa ljudje, ki imajo nekatere nagnjenosti genetske, po domače povedano, pri marihuani se ve, da neka motnja na področju metabolizma dopamina povzroča pri tistih, ki imajo to, ko uživajo marihuano, precej večja možnost, da bodo postali psihotični. Da bodo kakšni zboleli celo za skizofrenijo, ki bi lahko tudi sicer, ampak precej prej. Zdaj včasih se te teorije še ali pa znanosti ni tako poznalo. Je pa veljalo pravilo, zna biti tudi nevarno. Ne? Ampak mogoče tudi ni bilo to prisotno, kot je zdaj to. A čutite, da je zdaj bolj prisotno? Droge. Ja. Če jih bi rad dobil, jih dobiš takoj, ne? To ja, ampak iz tega vidika uporabe pa zanimanja splošne populacije za temu lahko rečemo spreminjanje svoje zavesti. Ne? Se pravi, z namenom raziskovanja svoje zavesti. A čutite to, da se dogaja v družbi? V bistvu jaz to
poznam tako kot vi, ne, to vsebino, da se na tem deluje ali pa eksperimentira. Ja. Ne poznam pa sicer tega področja v taki miri. Porablja se tudi pri psihoterapevtskih postopkih in tega ne poznam, ker nisem študiral teh stvari toliko. Ja. Poznam pa z druge strani kot problematike odvisnosti, to pa ja. V kakšnem smislu? Da ste imeli stik z ljudmi? Ja, jaz sem se sicer ukvarjal ali pa se še z odvisnostjo od alkohola ali pa škodljivim uživanjem alkohola, to je naša droga, ja. Evropska, slovenska. Krščanska, ja. Tudi lahko. Sicer je pa so to področje psihoaktivnih substanc, ki so na trgu. Zdaj trenutno se govori o konoplji. To področje podatkov poznam. Mogoče bolj študijsko, ne toliko terapevtsko kot alkoholizem, pa iz prve roke. Zdravljenje alkoholizma. A mislite, da boste kdaj probali kakšno to substanco iz vidika zanimanja, ali veste že zdaj, da ni potrebe potem v vašem življenju? Ja, to ste mi pa lepo opisal, niti razmišljam, me ne zanima. Zanimivo vprašanje je pa bilo to. Da bi... A veste, zakaj vprašam? Zato, ker vedno me zanima, kaj bi se zgodilo, ali pa kaj se zgodi, ko človek, ki celo življenje raziskuje področje psihe in uma, da se s tem sreča. A ne, s temi stanji, bi jaz lahko rekel. Ne. Zato sprašujem malo bolj še take ljudi, ki so svoje življenje posvetili psihi. Ja, zanimivo je, tako ko se pogovarjava in pade neka ideja, o kateri jaz nisem razmišljal, pa kar zanimivo postane. Načeloma, rekel sem načeloma, očitno bi ostal na istem, ampak zanimivo pa je. Ja, moj pokojni prijatelj, ki je bil tudi psihoterapeut, sem imel podobna vprašanja njemu, ampak nas je žal zapustil nas je preden bi imel to izkušnjo, ampak vem, da je bil zelo ga je začel zanimati, o čem ljudje govorijo, ko imajo take izkušnje. In te izkušnje so, se ne vem, koliko poznate to področje iz 70-ih. Ja. V 60-ih, 50, 60, 70. Ja, nekateri so mistične izkušnje so bile. To, ampak nekateri so poskušali prav s tem namenom, da bi prepoznali, kaj doživljajo. Tako da so bila obdobja, ko so verjetno poskušali, tu poznam zdravila, antipsihotike, so zdravniki sami poskusili, da so čutili, kaj se dogaja. Verjetno nekateri v nekakšne raziskovalne, klinične namene, pa še moče jih je zanimalo, pa tudi psihadelike. Ja, to se zdaj predvsej dogaja na recimo inštitut John Hopkins, mislim, da je iz New Yorka ta inštitut, dela že kar nekaj let raziskave z psilocibinom, to je komponenta molekula v teh čudežnih gobah, za zdravljenje depresije. So že kar daleč s temi raziskavami, mislim, da v fazi 2, to ne poznam toliko, vem pa, da MDMA je pa v 3. fazi, se pravi v zaključni fazi pred potrditvijo za zdravljenje posttraumatskega stresa.
so kar, če vas bo zanimalo, vam pošljem te raziskave, ki so zelo zanimivi rezultati. V primerjavi z klasično terapijo ali pa z terapijo plus antidepresivi. Ja. Kar je edina stvar, ki imamo na voljo za posttraumatsko. To, kar sem prej rekel, glede razvoja antipsihotikov, tudi pri drugih zdravilih se išče učinkovine, ki imajo druga prijemališča in tudi pričakovano močnejše ali pa boljše učinke. Ne? Ja, ampak veste, kaj je tukaj tako zanimivo, ne? Da je ključna komponenta za zdravljenje teh stanj z temi substancami je mistična izkušnja. Se pravi, to, kakor jaz spet laično to razumem, antidepresiv ne spremeni drastično zavesti. Tako je. To pa drastično spremeni zavest. Moram pa tle takoj dodati, da v zdravljenju depresije kot terapevt prav to poudarjam. Veste, vi boste po antidepresivu popolnoma enak. Ne bo se vam zgodilo nič posebnega, da bi moral zelo premisliti, kaj bom govoril s pacientom v taki fazi, ko bojo prisotna lahko tudi druga doživljenja. Ker nekako na varnem se počutiš, ko ob zdravilu ti je zagotovljeno, da boš tak, kot si. Ja, tam je pa za kratek čas greš v neko stanje ali pa sfero, ki je popolnoma drugačna od vseh sfer, ki si se jih kadarkoli dotaknil. In te mistične izkušnje, ki se tam dogajajo, ne bi bile, nočem preveč ostro reči, predpogoj za trajno ozdravitev, lahko temu rečemo, trajno spremembo stanja iz manj želenega v bolj želeno, iz vidika počutja in gledanja na svet. Ja, tle nam manjkajo eni podatki, na kaj učinkuje, oziroma vemo, da je na primer depresija ali pa motnje razpoloženja so ciklične. Pridejo pa grejo. In mogoče, da imajo ta zdravila pač neke učinkovanja tudi na te bazične lastnosti depresije, na primer, ali pa psihoze, ki so pa pomembne in dolgotrajno mogoče uspešne. Tako, jaz sem skoraj prepričan, da ne gre samo za ta iskanje tega kratkega mističnega doživljanja, ampak verjetno nekega boljšega učinka na kemijsko. Jaz ne razmišljam toliko kemično, ampak klinično. Ja, na potek same bolezni. Pri psihozi je bilo to silno pomembno, ker tam se pa soočamo s to spremenjenostjo na račun bolezni. Ne? Jaz se, ko so se te stvari začele recimo bolj pogosto raziskovati, so jih tretirali tudi kot neko simulacijo psihoze, ker je stanje zelo podobno. Za tistih 6 ali 12 ur je človek, ki bi ga midva opazovala, lahko psihotičen. Ja. V resnici ne poznam natančno, ampak uporaba ibogaina pri obravnavi abstinenčnih kriz narkotikov je podobna, je ta zgodba. Ja. Ampak ne poznam, bi komentiral. Ja, za ibogo sem pa tudi slišal, da sicer je ena izmed substanc, ki ima večje tveganje, zaradi vplivov na srce. Ibogaina je komponenta, ampak za zdravljenje odvisnosti, da se, mislim, da sem Romana Paškolina poslušal na predavanju,
kjer vemo ali pa poznamo, da se na celični ravni neke spremembe zgodijo, iz vidika tega, da nek odvisnik ali pa lahko rečemo alkoholika ima energetski sistem znotraj celic tudi porušen, ker v bistvu dovajanje take količine goriva, kar alkohol lahko je, unič to mitohondrično delovanje celic, da rabimo zelo velik vnos energije za efekta, in da se tam na tisti ravni nekatere spremembe zgodijo, da človek ne rabi več. Pa pričakovanje teh odvisnikov je to, da po tej terapiji ali po izkušnji z ibogajinom bo ta odvisniški potencial ali pa odvisnost se stišala, da bo lažje bili čisti. Kaj pa se zgodi dejansko? Če imate izkušnje? Nimam izkušenj. Mislim, da so hodili v Beograd. Ja, verjetno marsikam, kjer je to bolj eksotična vrsta terapije. Mogoče lahko še govoriva o alkoholu. Lahko. Ja. Zakaj, recimo lahko rečemo v Sloveniji, zakaj imamo ta specifičen problem? Mogoče opredeljiva, koliko je sploh velik ta problem. To lahko imamo čist primerne kazalce. En izmed pokazateljev je to, koliko povprečen Slovenc popije na leto. In sicer je prekonvertirano v čisti alkohol. In ga popijemo tam od 10 do 13 litrov čiste alkohola na leto. Vsi odrasli, jaz pa vi tudi. Ja, se pravi nekateri. V resnici eni več, eni pa ne skoraj nič. Tako da to je, s to številko spadamo med bolj mokre kulture. Tudi svetovno? Tako se reče, ja, absolutno. Spijejo moče kakšni Francozi več. Rusi. Ampak tle pa se mi soočamo bolj v razlikah z načinom pitja. Skandinavci, Rusi se bolj zadevajo, vodka, gremo. Francozi naj bi pili kulturno, bolj kot mi pa bolj bife stil. Ampak verjetno se ne zadevamo toliko kot Rusi, ampak ga pijemo redno. Kaj pa se največ pije? To je zanimivo vprašanje, ker v gibu bi pivo. Sploh ni več vino to prvo, ampak je tam na 3. in 4. mestu. Vino bo drugo, na prvem je pa absolutno žgane pijače. Žgane pijače? Ja, tudi mladi pijejo kombinacijo nekaj soka pa tega. Ja. To je, vinari so kar, ne bom rekel, da bijo plac zvona, ampak bijo plac zavedanja. Ne govorite ne se govori o alkoholizmu, ne o problemu pitja vina. Želijo izpostaviti neko pozitivno paradigmo, ki bi vrednost vina malo dala na višji nivo glede na alkohol. Tako da sem nazadnje v enem takem predavanju v sklopu predavanja o prehrani, o vodi in vinu slišal vinarje, ki so zagovarjali pitje tistih količin, ki se jih ponovadi predpostavlja. 2 deci za moške, 1 deci za žensko na dan, kvalitetno vino. To se mi zdi kar veliko. Zdaj bom že malo reklamo delal.
Ne, nisem to hotel, ampak v bistvu je to, da dejansko je scena na pivskem področju žgane pijače. To je ena izmed postavk, se reče, koliko litrov popijemo čiz alkohola. Dobi se pa to številko enostavno iz pridelave, izvoz, uvoz, črni trg pa niti noter, to pomeni, da je še malo več. Druga številka, ki govori o škodljivem uživanju alkoholnih pijač, so pa ponovadi posledice smrti ali pa hospitalizacije. Bolj poznamo smrti. Koliko ljudi umre zaradi škodljivega uživanja alkohola, zaradi ciroz, to je skupno umre na leto okrog 900 ljudi. Ciroza jeter. Zaradi ciroze nekaj okrog 60%, nekaj 600. Ampak da bo ta številka malo bolj primerljiva, bom jo primerjal samomori, ki jih je na primer 400 na leto. Včasih je bilo v prometnih nesrečah smrti tudi okrog 400, zdaj jih je precej manj, okrog pod 100. Kako velika številka je ta zaradi ciroz? Enih 200, okrog 200 je pa na račun samomora alkoholikov. To je pa en drug problem. In sicer pitje alkohola lahko povzroči depresijo. Depresija pa je povezana tudi s to spremembo v razmišljanju in pojavom depresivnih misli, obup, samomorilne misli. In dejansko je polovica od tistih 400 slovenskih žalostnih zgodb zaradi samomora na račun alkoholikov. Ja, tukaj spet ne veva, a je vzrok ali posledica depresija, ne? Ali pa oboje. Ja, jaz sem povedal, v bistvu je kar večinoma so to sekundarne depresije, depresije zaradi toksičnega učinka alkohola. Aha, se pravi, ne gre za to, da imam depresivno stanje in imam večjo šanso, da postanem alkoholik zaradi tega, ker blažim svojo bolečino duševno s tem. Bolj je znana ena druga povezava, in sicer, da ljudje, ki so nagnjeni k tesnobi, radi se samo zdravijo. Ali pa drugače povedano, poznano je neka genetika, ki pravi ali pa potrjuje to dejstvo, da nekateri ljudje so že od rojstva ne nagnjeni, ampak jim primanjkuje neke sproščenosti, nekega zadovoljstva. In ti kmalu, ko odrastejo, ugotovijo, da jim alkohol prav lepo pomaga. Ja. Tako da je ena skupina ljudi, ki so po naravi tesnobnim ali pa malo manj zadovoljni s svojim splošnim počutjem, ga dvigujejo s kakšnim kozarčkom. Se pravi, notranji nemir blažijo z tem depresorjem. Ja, ampak je skoraj malo, rekel, pomirjevalom. Tako je, ja. Za mene je malo nefer, zakaj te življenje pripelje v tako fazo, da si njih malo manj zadovoljen, kot so drugi. Ja. Dostikrat sem slišal kakšnega alkoholika reči, da ko je prvič probal ali pa se je opil od te substance, da je bila misel, tako se ostali skozi počutijo. Tako mirno. Ne? Ja, ali pa ne vsi, ampak kakšni pa rečejo, ne, jaz pa ne bom se šel zdraviti, ker zdravje ne pomeni abstinirati, ker ne bi želel spremeniti teh pozitivnih učinkov ali pa kakšni tudi družbe ne želijo spremeniti. Ja, se si predstavljam, ne? Če to nek človek drži na taki ravni, da je kokar tok funkcionalno, ne, se je težko temu odreči. Sploh v družbi, pa zdaj mislim širše, ki na to ne gleda tok kritično.
kakor bi lahko, recimo. Ne? Seveda. No, tako da jaz sem dve meri izpostavil to, koliko se ga popije, pa koliko je, na primer, zdravstvenih težav. Zanimiva je povezava s samomorilnostjo, ker je količina popite alkohola prav povezana z dvigom samomora. To je bil en tak projekt v času Gorbačova. Gorbačov ni bil samo dober politik, ampak je tudi imel kritičen odnos do pitja svojih državljanov in je kar več ukrepov speljal v smislu boljše politike do alkohola, malo je bila dražja. Sprav trošarine. In je znižal samomor za 40% med moškimi. Na kar je on šel po 2 mandatih, ne se zdi, iz te službe. Prišel je slučajno Jelcin, ampak verjetno ni bil samo on ta krivc, ampak popustili so pri politiki in se je vrnil nazaj. Vsi poznamo tudi skandinavske dežele. Ni prohibicije gor sicer, ampak alkohol je pa drag, pa težko ga dobiš. Danska je leta 1917 upeljala ta sistem, zavedajoč se, da vplivajo s tem pozitivno na samomor. Sistem trošarin, da je... Ja, pač težje prideš do alkohola. Aha, težje. Ja, če greva v Malmö ali pa na Stockholm, kupiš lahko v trgovinah, samo nekaterih trgovinah alkohol. V restauracijah in gostilnah ga dobiš, ampak je drag. Zakaj pa moški bolj posežejo po tej drogi ali pa po tej substanci? To je težko reči. Včasih smo govorili ali pa razmišljali, kaj če je to nekakšna protivtež depresiji, ki je pa bolj pogosta pri ženskah. Ampak jaz bi to kar na to tezo ne šel. Danes v statistikah vidimo, da se dviguje uživanje alkohola pri ženskah. Tako da sicer je, seveda, moški smo brez primere prvi. Na zdravljenju v skupinah je ponovadi 3/4 moških in 1/4 žena. Ni tako malo, tudi ženske popivajo. Kaj bolj natančnih razlag pa ni. Ni. Je večji nemir, ne vem, kako tudi globalno je tako, ne? Se to ni stvar samo v Sloveniji in to je zelo zanimivo. Vsekakor je to verjetno bolj zahodni tip droge zahodnega sveta, kjer pa moški večinoma prevzemajo te vzorce pitja v svojem prostem času ali pa nekateri tudi doma. To je to popivanje v gostilni ali pa v bifeju, jaz trdo rečem po službi. Zdaj, če si sam pol ure v bifeju je še v redu, ampak pol eni podaljšajo na 2 uri. Tako da ta stil pitja verjetno na nek način del naše kulture ali pa zna biti. Kaj pa recimo bi rekel, da je neka stopnja pitja, ki je že postaja problematična, ne? Kaj prej sva nekaj govorila o tistih 2 deci vina na dan. Meni osebno se zdi to kar velik. Vsak dan, ne? Ne, to so številke, ki so rekel, v vseh teh študijskih ali pa strokovnih knjigah. Govori se o še manj tveganem pitju, ne o priporočenem, ampak manj tvegano. Priporočeno je ali pa ni. Manj tvegano pitje je... Manj tvegano je, da se bojo razvile neke težave, naprimer za razvoj odvisnosti, za
kakšne zdravstvene težave, kot sem prej rekel, cirozo. Koliko je pa količina manj tveganega pitja? 1 deci. Na dan? Ne, 1 mirca je 1 do 2, ne. To je 1 deci vina ali pa pol piva, pol velike pive ali pa tretjina. Vsak dan? Ni mus, da uspiješ vsak dan, ne, ampak ne smeš pa prekoračiti tistih 6x2, 12. Lahko uspiješ en dan 5 mirc, ampak pol drug dan pa neč, ne. No, ampak ta 1 do 2 mirci ali pa 1 do 2 deci vina, to je še manj tvegano. Potem je pa ta mera lahko hitro postane prevelika. In zanimivo je, da govorimo o škodljivem uživanju. Škodljivo uživanje je pa ponavadi povezano ali z zdravstvenimi težavami, prej smo rekli jetrne okvare, naprimer rak na grlu je tipično pri pivcih. 90 in več odstotkov. Tako da, ali pa kakšne težave s pritiskom, srčne težave se povečujejo ob rednem pitju. Tako da o škodljivem uživanju govorimo tudi, naprimer, ko se pojavi večkrat odvzem vozniškega zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Ali pa konflikti v družini. Zanimivo je, ali pa ne zanimivo, ampak strokovno važno je, da naprimer ameriška klasifikacija bolezni je združila škodljivo uživanje in odvisnosti. To pomeni, da ni posebne diagnoze odvisnika od alkohola, ampak kar nevarnost tudi pitja, ki pripelje do ciroze. Tistih 600 ljudi v Sloveniji ni pomislilo, da pijejo alkohol, ki jih bo ubil. Oni so prepričani, da niso odvisniki. Verjetno in mogoče tudi niso, ampak nevarnost je pa izjemno velika, ne. Tako da ta poudarek naslednje klasifikacije tudi pri nas bolezni ne bodo več ločile odvisnost pa tega pitja, ki prinaša škodo. Obstaja sploh kakšen dober razlog za pitje te substance? Zdravstveni, duševni? Vede, Ja. obstajajo študije iz leta 90, to so francoske študije, ki so ugotavljale, da je pitje rdečega vina odgovorno, da imajo Francozi manj srčnih bolezni in teh. Aha, da je prav to. Na račun statinov kot Angleži. To so tako je malo se primerjali. Ja. No, ampak gre predvsem za to, da rdeče vino naj bi bilo bolj zdravo na račun teh antioksidantov, kot kakšen druge vrste alkohola. Okay. Zdaj to ni razlog, da se ga pije, ampak če že piješ tisti deci ali 2, pij dobro vino. Rdeče vino. Rdeče. A lahko kje drugje dobiva te antioksidante? Seveda. Okay. Zato sem vprašal, je kakšen dober razlog, da dobim te pozitivne učinke antioksidantov, ampak dobim pa tudi eno košarico negativnih učinkov. Tudi tega enega kozarca vina, ne? In zdaj moje vprašanje je, bi bilo bolj smiselno ali pa smotrno, če že hočem res te antioksidante dobiti, da jih dobim drugje, ker ne pokasiram negativnih učinkov. Ja, okay. Je pa treba razumeti, da ljudje popijejo tudi zato, ker jim je seveda všeč. Ta občutek upitosti. To je že okus kulinarika, ne. V kulinariki. Nisem preskočil
to, da si opit, moraš že malo več popiti. Ja. Mislim, v mojem primeru sem opazil, da če ne piješ, ne, da ko spiješ eno merco, da si zelo hitro opit. Ja, absolutno. In zelo hitro tudi mine opitost. Ne. Ampak to je zdravo, to je znak enega kritičnega odnosa do pitja in znak, da ste soliden, manj tvegan pivec. Če hitreje začutim. Ne, da učinek. Normalno je, da če piješ redko in mal, da učinek je, ampak tudi pač hitro mine in ni kakšnih nevarnosti. Imajo pa nekateri narodi azijski, Japonci in ta vzhodni del neke drugačne mutacije v encimih, ki razgrajujejo alkohol in ga ne prenašajo. Ja, imam to izkušnjo. Sem živel v Pekingu nekaj časa in zunaj lahko vidiš znanstveni eksperiment. Sem mislil, da so prav bolani. Ne? Ja, mislim, zelo hitro se opijejo čez tisto mejo, ko je človek še motorično sposoben. Ne? Zelo hitro grejo čez to mejo. To zelo redko vidiš recimo greš nekam v klub ali pa v neko gostilno. Ne? Zelo redko se zgodi, da nekdo pada po tleh. Tam je pa kar to pogosto. Ja. Kaj bi pa svetoval nekomu, ki ima problem s to substanco? No, na tej srednji ravni, recimo, ne, funkcionalno dela, še vedno hodi v službo, ampak se ga pa preveč poslužuje. Ne. Ja, v bistvu je to, kar ste vi opisali na srednji ravni, za mene lahko že en znak pomanjševanja težav, ki ga on vam je pač v taki luči prikazal. Vsi odvisniki in alkoholiki tudi, ali pa tisti, ki pijejo, ponovadi pomanjšujejo, razdrobijo težave, da niso tako velike, jih znajo perfektno, racionalno razložiti, ali pa celo jih prilepijo drugim, ženi ali pa kaj sem komu. Težave, mislim, življenjske. Se pravi, nesprejemanje odgovornosti. Tako da, če en izmed pokazateljev, da piješ preveč, je tudi ta, da sam pomisliš. A ste kdaj pomislili, da reče, ta sigurno je. Ne? V tem primeru bi se lotil težav, tako kot se ponovadi pri nas odvisnosti, kar za neko ostro odločitvijo. Ne piti. Ampak to lahko narediš in nekateri, mi rečemo, da tam 20% ljudi se sami odločijo. Vse zdravljenje je v bistvu nekakšna šola, kjer ti se opremiš z nekaj več podatki. Drugač se pa moraš ne samo sprijazniti, ampak videti smisel tega, da ti ni treba piti, da življenje je lih tako naprej in celo mogoče v tem primeru bistveno lepši. Samo zato pa moraš narediti nekaj akrobacij v možganju, v svoji glavi, premislekov. Najprej se vprašati, je res, a ni še slabši, kot si predstavljaš, ali pa da je res pametno, da nekaj narediš. Ponovadi so ljudje poskušali zmanjšati in tudi pred več desetletji so bili primeri iskanja rešitev v teh zdravljenjih, da bi normalni pivci bili, pa se ni obneslo. Tako da mogoče bi poleg tega, da bi ga podprl ali pa da bi ga spodbudil, pa da se res bi bilo pametno. Te problemi so pa preveč neumni in verjetno sploh ne majhni. Ne?
Zdaj, druga stvar je pa, da vključi, ali pa zelo normalno bi bilo, da se z ženo malo pogovarjata, da bi ta smisel še bolj okrepil. Vse pogovor, dialog je za ta ureden in če je alkohol, je pa tudi to nekaj. Je pa to pogosto dolga pot. Kakšni žene ali pa možovi od žen, ki pijejo, obupajo ali naj obupajo, jaz ne bom nič več rekel, jaz jih pa vrnem nazaj na njihovo življenjsko pot. Zmeraj se splača, vedno znova ponavljati in opisovati svoje občutke ob njemu, kako je ona prizadeta, kako jo skrbi za njega, da ga bo zgubila. Ker če ga kritiziraš, pol se bo uprl oziroma pol se bo branil. Zdravljenje je praviloma zelo praktična stvar. To je psihoterapevtsko ali pa neka edukacija. Zdravljenje poteka ponovadi v skupini. Skupinsko doživljanje je tisto, ki ga slišiš, sebi ne verjameš, da tako, ko pa poslušaš kolega, ki ti pravi, kako je on imel svojo zgodbo, rečeš, pa sej to sem isto imam jaz. So tako prepričljive te izkušnje drugih. Tudi svojci, ki prihajajo v naš sistem zdravljenja, so ponovadi ne zato, da bi podpirali svojega pivca, ampak da sami vidijo, kako stvari ne grejo lahko, kako se radi tudi pojavi, kako se lahko pojavi recidiv. Oni se morajo sami opremiti z neko realno podobo. Ker tudi svojci pomanjšujejo, bi rekel, uporabljajo iste obrambne mehanizme, ista opravičila. Se pa splača. Jaz sem vedno sem bil rad v teh terapevtskih skupinah. Tiste družine, ki so uspele, to je lepša stran zdravniškega ali pa terapevtskega poklica, ker so uspešni. Se še čez leta vračajo pa potrdijo pravilno odločitev. So pa to visoko pražni programi, nekaj, ki zahtevajo, se pa splača. Zdaj govoriva o tistih, ki so pili precej preveč. Ne en deci na dan. Ja. Spijo 5 litrov na dan ali pa pol litra šnopca na dan. Ja, Marko, še enkrat hvala vam za čas, pa to energijo, ki jo oddajate, mirnosti. To zelo cenim, pa mi je bilo v veselje z vami se pogovarjati o temu, s čemer se ukvarjate v svojem življenju. Ja, hvala tudi vam, ker vidim, da tudi vi precej poznate to področje in je pogovor bil zares tak ploden in ja, res se rad ukvarjam s temi stvarmi, pa tudi rešitve, ali pa verjamem, da so številni ljudje zadovoljni. Sej tak odvisnik od alkohola, on je sam rešil. Jaz ponovadi rečem, vi ste heroj, ne, jaz sem sam sopotnik. No, vseeno bi vam rekel hvala, ker to delate. Tudi če ste samo sopotnik. Včasih brez tega tudi ne bi šlo, ne? Čeprav je večji del na temu, ki je šel čez to pot, to je zagotovo. Tudi hvala vam. Hvala. Čau.